Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. V našem studiu smo ponovno odprli poslansko pisarno. Naš gost pa je Aleksander Reberšek, poslanec Nove Slovenije. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. To je vaš drugi poslanski mandat. Kako danes ocenjujete svoj prvi mandat? Takrat ste, da rečemo v navednicah, čisto zeleni šli v državni zbor. Ja, vsekakor je lažje. Zdaj v drugem mandatu poznam tudi parlamentarno prakso. Vem, kam vlagati energijo, ne več vse poprek, ampak samo v tisti del, ko vidim, da lahko kaj spremenim. Bom rekel, da sem nabral tudi kar nekaj izkušenj. Dejstvo pa je, če bi človek lahko izbiral, bi bistveno raje bil v koaliciji, kakor pa da sem v opoziciji. Naše edino orodje je beseda, v koaliciji pa imaš tudi škarje in pa platno v rokah in lahko dejansko nekatere stvari spreminjaš. Tako sem zelo ponosen, da smo v času prejšnje vlade, ko smo bili v koaliciji, v vladi, lahko speljali številne projekte. Med njimi sem najbolj ponosen na brezplačno sobivanje, kjer lahko starši zraven svojih otrok brezplačno bivajo v bolnici, prej so mogli za to plačati. Zagotovili pa smo jim tudi še, da za to dobijo bolniško nadomestilo. To sem naredil na pobudo junakov tretjega nadstropja in pa ene moje dobre prijateljice iz Brasloč, ki je imela tudi enega otroka v bolnici in te razmere zelo dobro poznala. In tukaj sem videl nek napredek in smo lahko videl neko možnost in smo lahko to tudi spremenili. Hkrati pa tudi cesto v Savinjski dolini Vransko-Šentrupert smo jo na novo preplastili, suhi zadrževalnik na Vranskem, ki predstavlja poplavno varnost za polovico Savinjske doline, ne samo za Vransko, ampak tudi za Tabor, Prebold in Dolvodno. Veliko napora sem vložil tudi za otroke s posebnimi potrebami. Starši dobivajo višje nadomestilo za izgubljeni dohodek, višji dodatek za nego in tako naprej. In kot sem rekel, če bi lahko izbiral, bi bil bistveno rajši koalicijski poslanec, ker imaš moč, ker lahko dejansko nekatere stvari spreminjaš bolj kot pa kakor si v opoziciji. Ampak tudi ne glede na to, da sem v opoziciji, bom še vedno zelo glasno opozarjal na nepravilnosti, na krivice, ki se dogajajo ljudem in podpiral vse dobre predloge, tudi tiste, ki pridejo strani koalicije. Torej se lahko tudi, bi rekli, majhni predlogi, ne cele sistemske spremembe, so lahko zelo pomembni in ljudem olajšajo življenje. Ja, to je bil recimo v času korone. Z enim majhnim ukrepom smo takrat pomagali staršem otrok s posebnimi potrebami višji dodatek za nego. Sem rekel, če vsi v tej državi dobivajo dodatke, bojo pa tudi še otroci s posebnimi potrebami. Takrat sem celo zagrozil koaliciji in sem rekel, da ne bom podprl naslednjega PKP paketa, vkolikor otroci s posebnimi potrebami, starši njihovi ne bojo dobili višjega dodatka za nego. Glede na to, da se je naša vlada, naša koalicija bila zelo šibka, ni bila tako močna, kot je sedajšnja, je vsak glas štel, seveda je bil takrat tudi moj predlog upoštevan. No, sicer pa delo poslancev spremlja Parlameter oziroma ga točno statistično obdeluje in ta Parlamenter pravi, da ste skoraj vedno prisotni v državnem zboru pri glasovanju, da imate 92% prisotnost, kar je več od povprečja. Verjetno bi tako moralo biti sicer pri vseh poslancih, imate tudi 54 pobud, vprašanj, torej ste med bolj aktivnimi poslanci. Se pripravite na sejo, imate ideje, kaj povedati? Ja, zdaj, kar se tiče te podatke, ste verjetno dobili na parlameter.si, ker lahko tudi ker lahko to vsi ostali tudi pogledajo. Meni se zdi pomembno, da sem prisoten na sejah državnega zbora, da tam tudi razpravljam. Bolj pomembno tega pa se mi zdi, da ljudi na terenu slišim in da njihov glas na lokalni ravni prinesem v državni zbor, da to slišijo tudi odločevalci, ki so zdaj v tem primeru. Nisem bil vedno prisoten na seji, spomnim se, da sem takrat, ko je bil požar na Krasu, dal dopust in se mi je zdelo bolj pomembno, da grem na Kras, kakor pa da sem prisoten na seji. Je pa narava dela pač taka, da človek nikoli ne ve, kdaj zboli, kdaj ima mogoče druge neodložljive obveznosti in takrat pač vzameš dopust, ne priješ na glasovanje. Je pa parlamentarna praksa v državnem zboru takšna, da koalicija se mora vedno udeleževati glasovanja za to, da zagotavlja večino, da grejo njihovi zakoni čez. Tako je bilo tudi v času naše vlade. Opozicija pa to mogoče jemlje, bom rekel, mogoče malo bolj z levo roko in se mogoče kdaj teh sej tudi ne udeleži zaradi tudi čist nepomembnih dogodkov.
Res pa je tudi to, ko državljani spremljajo seje državnega zbora, pa rečejo, pa sej vas ni v dvorani, kje pa ste, samo 10 ali pa ne vem, koliko vas je prisotnih. Potekajo tudi številne aktivnosti, ko so seje državnega zbora, različni sestanki, različna usklajevanja, različne druge aktivnosti in zato ne moreš ves čas sedeti v pisarni. To ne pomeni, da nisi v Ljubljani ali preko televizije spremljaš iz svoje poslanske pisarne dogajanje. Pa tudi še to, da poslanci, ki pokrivajo nek določen zakon, so takrat v dvorani, ko pa ne pride nek drug zakon na vrsto, pa ga zamenja drug poslanec, ki pokriva ta zakon. Ampak delo v državnem zboru se mi zdi pomembno, zato bom kolikor le mogoče se še naprej udeleževal vsej, tudi z glasovanjem in pa z razpravami. Se pa prej dogovorite, kdo bo razpravljal, oziroma ali tudi kar med sejo se oglasite, pač če vas kdo izzove, kako je s tem? Ne, to gre za utečen postopek, ker se najprej na kolegiju določi dnevni red seje državnega zbora, potem naša sekretarka prijavi k določenim točkam, kdo bo pri kateri točki razpravljal, kdo bo imel stališče pri posamezni točki, vse to se najavi in prijavi. Možne so tudi replike, ampak samo pod pogojem, da se ti že razpravlja in nekdo kasneje lahko te replicira. In tudi ti lahko repliciraš nazaj, vkolikor to predsednica državnega zbora to tudi dovoli. No, ampak zdaj odmevajo bolj te replike in tisti povišani toni ali pa sarkazem ali pa takšni čudni dialogi, kot tiste resne razprave, ne? Kakšno je razpoloženje v državnem zboru? Ja, sami lahko to vidite, ker to zelo hitro postanejo te stvari zelo viralne, tudi na socialnih omrežjih, zelo hitro pridejo v medije tudi takšne novice, ko kaj eskalira, ko pride do kakšnih takšnih replik. Vzdušje v državnem zboru je, to je moje osebno mnenje, je takšno, da me zelo žalosti, da ta vlada na številna vprašanja nima odgovorov, da se ne ukvarjamo z neko resno problematiko, vlaganjem neke resne zakonodaje, recimo na zdravstvenem področju in tako naprej, da vse zadeve stojijo in to me na nek način žalosti. Pridejo dnevi, ko vidiš, da lahko nekaj premakneš naprej, so zelo v redu dnevi, se zelo tega veseliš, pridejo pa tudi slabi dnevi, ko vidiš, da nikamor ne moreš premakniti stvari naprej in takrat mi je veselje, da sem član take poslanske skupine, kjer smo med sabo zelo dobri prijatelji in smo skupaj v enem, dihamo skupaj in gremo odločno naprej, tudi ne glede na te slabe trenutke, ki pridejo. Ampak ključno, kar je pa to, pa želim povedati, da v državnem zboru želim dati vse od sebe, zato da zvečer, ko se uležem v posteljo, rečem, Aleks, vse si naredil, kar si lahko, več kot to nisi mogel. In to je tisto, kar šteje. No, zdaj ste me malo potegnili za jezik, ležete po postelju na Vranskem, nimate stanovanja v Ljubljani? Ne, vozim se vsak dan v Ljubljano, sem čustveno navezan na te konce, poleg tega pa imam do Ljubljane, bom rekel, 45 minut, včasih še manj, včasih tudi malo več in si ne predstavljam, da bi živel v Ljubljani, preveč sem navezan na te savinske konce. Se pogosto znajdete v zamaških? Ja, predvsem, kadar moram ob 7-8 zjutraj na pot, takrat se odločim, da raj štartam že ob 5-6 zjutraj in potem rajši v Ljubljani preberem kakšno novico ali kaj takega. No, vlada je šele pred kratkim spet dobila vse ministre, da so popolnjeni s polnim mandatom. Je pa že napovedana interpelacija ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Kakšno je vaše stališče, ne samo do interpelacije, vložila jo je SDS, mislim da, ampak tudi zaradi razloga, zaradi katerega je vložena? Ja, mi to interpelacijo v Novi Sloveniji vsekakor podpiramo. Gre za nakup 13.000 računalnikov, za katere je Emilija Stojmenova Duh odštela 6,5 milijonov, oziroma naši državljani so tukaj odšteli, ampak ključen problem je to, da je ministrica kupila računalnike vnaprej. Zdaj pa išče srečne dobitnike, kdo bo te računalnike sploh dobil. Zakonska podlaga je res bila sprejeta 18. aprila lansko leto, po pol leta bi morala biti sprejeta uredba. Uredba ni sprejeta, ki bi določila metodologijo, po kakšni metodologiji bi se ti računalniki tudi delili. Zdaj so sicer pripravili neko zakonsko podlago, da bodo te računalnike vendar po nekem ključu delili, ampak dejstvo je, da ves ta čas bojo ti računalniki v skladišču, za katere bomo davkoplačevalci odšteli 2500 evrov na mesec, na njih pa se bo nabiral prah. Poleg tega pa niti na njih programske opreme bo treba še to naložiti. V zvezi s tem smo na Komisiji za nadzor javnih financ, ki jo vodi Nova Slovenija, sklicali že 2 seji. Na zadnji seji smo celo dobili tudi odgovore, kje so ti računalniki skladiščeni. Prej se to ni vedelo. Tudi vi niste vedeli? Tudi mi nismo vedeli, ampak na tej seji Komisije za nadzor javnih financ smo ugotovili in mi v Novi Sloveniji bomo še naprej izvajali pritisk in menimo, da gre za neracionalno porabo davkoplačevalskega
denarja, da je nekaj kupila vnaprej, za kar sploh ni vedela, kdo potrebuje, kaj potrebuje, kakšna konfiguracija računalnikov. In jaz mislim, da bi mogla tudi ta ministrica poleg še ene v tem trenutku odstopiti. Bova še o drugi ministrici. Rekli ste zakonska podlaga, potem pa uredba, ampak za sprejem uredbe pripravo je odgovorno ministrstvo, verjetno, ne? Ja, te uredbe še vedno ni. Zdaj so pa sicer na vladi pripravili nek zakon, po katerem bi to omogočili to razdeljevanje, ker pol javni štipendijski sklad bo te računalnike delil, ampak treba jasno in pravilno določiti, pod kakšnimi pogoji se bodo delili te računalnike, ker pa zdaj ni določeno. Ampak če bi bila ministrica odgovorna, bi najprej poklicala, ne vem, ravnatelje, na centre za socialno delo, koliko ljudi potrebuje te računalnike, kakšne računalnike potrebuje, za kakšno delo. In na podlagi teh informacij bi potem kupila računalnike in jih potem razdelila. Ona jih je pa šla na vrat na nos kupiti. In to je problem, ker je kupila nekaj, za kar ni vedela, a se bo potrebovalo in koliko se bo potrebovalo. Zdaj očitek vmes je bil, da bo te računalnike dobili tudi tisti, ki so bili poplavljeni. Pozor, ta zakon je bil sprejet pred poplavami. Prvič niti ni mogla vedeti, da se bodo zgodile poplave. Drugič, poplavljenim se je razdelilo, pazite, 39 računalnikov. Ministrica pa je dodatno naročila še 3000 računalnikov za poplavljene. No, tudi ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je zdaj v središču afere, lahko rečemo, ne, glede nakupa stavbe pravosodne. Zakaj pravzaprav gre? Navadnim občanom oziroma državljanom ni jasno. Vse, kar mi kupujemo, moramo imeti denar, pogledamo, moramo k notarju, moramo plačati. Ne? Kako to razložiti? Točno to, kar ste zdaj povedali. Vsak državljan, ki bi recimo kupoval hišo ali avto ali karkoli drugega, bi se najprej pozanimal, koliko je to avto vreden, ali se na trgu prodaja še kakšen drug avto, kakšna druga hiša. Vse bi preveril. Ministrica tega ni storila. Na vrat na nos za nepremičnino, ki jo je prodajalec kupil za 1 700 000, pa niti ni tak problem, za kakšen denar je kupil in za kakšen denar bi jo tudi prodal, ponudba po vpraševanje, bi morala ministrica narediti kvalitetno cenito nepremičnine, prednjo je kupila. Torej razlika je? Velika. Ja. 6 milijonov ali pa še več. Ampak hočem povedati, da ni naredila te cenitve in ker ni naredila te cenitve, je šla na vrat na nos podpisati to pogodbo in je ministrstvo kupilo to stavbo. Ampak noben državljan pri nas se ne bi na tak način ravnal, če bi svojim denarjem kupoval svojo nepremičnino. Vse bi se prej pozanimal. Pozanimal se bi verjetno tudi, koliko bi stala obnova neke nepremičnine. Ministrstvo še tega ni naredilo in še danes ni nekih podatkov. In zato mislim, da je prav, da bi ministrica odstopila. Sami zdaj spremljamo v medijih, da brca na vse strani, da zdaj ta blato leti po vseh, tudi po njenih strankarskih prijateljih in jih obtožuje za ne vem kaj, odpušča ljudi pod sabo, ampak sam menim, da ima tudi ona zelo veliko odgovornost, konec koncev je ona prva na tem ministrstvu in ona je podpisala ta dokument. Zato menim, da je bilo prav, da bi tudi ona odstopila. No, vedno rečemo, da ministri se menjujejo, tudi državni sekretarji, uslužbenci običajno ostajajo, ampak je minister avtonomen, da odloča, da preverja, da lahko tudi svojim podrejenim reče, ne, tako pa ne bo, bomo drugače. Ja, vsekakor je avtonomna, ampak nekaj je pomembno, ne more tak posel iti mimo nje, sploh v tako veliki višini, da ne bi ona vedela za to. Jaz mislim, da ona točno vedela, kaj podpisuje. Je pa res, da so se zadnji lahko odvijale neke igrice, za katere mi enostavno ne vemo. Mediji vse bolj razkrivajo vse te igrice, vam prihajajo neka sporočila, da je bilo vpletenih tudi več strank, več ljudi, glavni tajniki in tak naprej. Mogoče priznamo tudi premalo informacij, ampak ključno je, da je ministrica na koncu podpisala to pogodbo in da se nič ni moralo zgoditi mimo nje. Bodo tudi drugi organi to preiskovali? Imate to informacijo? Jaz mislim, da že preiskujejo. Ja. Aha, ok. Podpirate stavko sodnikov, tožilcev? Zdaj smo v nekem stavkovnem valu. Ja, mi zdi, da se kar dogaja nek domino efekt. Vse več poklicev v naši državi se odloča za stavko. To se pa dogaja zato, ker na nek način vlada nima pravih odgovorov na vsa vprašanja in sodniki, tožilci poleg drugih poklicev niso nobena izjema.
sam bom rekel, da te stavke ne podpiram, sploh ne podpiram stavke tožilcev in to sploh takšnih, v katerih primeri zastarajo ali pa se izgubijo kakšni dokazi, recimo samo primer Janković, balkanski bojevnik in tako naprej. Bi jo pa podpiral v primeru, da bi videl, da stvari potekajo bistveno hitreje, da sodni postopki hitreje potekajo, da se sodi bistveno bolj pošteno in tako naprej. Imajo neko podlago in sicer Ustavno sodišče je pozvalo državo, da uredi plače sodnikov, da bojo le te primerljive z funkcionarji, ampak veste, Ustavno sodišče je že marsikdaj kaj pozvalo, pa se ni na vrat na nos teklo neke stvari urediti. Z vsem spoštovanjem mislim, da so v naši državi premalo plačani župani, ki praktično delajo od jutra do večera, pa nisem še videl nobenega župana, da bi demonstriral stavko, grozil ali karkoli. Zato te stavke enostavno ne podpiram. Kaj pa pravite o stavki zdravnikov in zobozdravnikov? To je zelo pravzaprav pereče, boleče, kakorkoli rečemo, da ne vpliva na zdravje ljudi, če ne prideš pravi čas, marsikaj zamudiš, ne? Tukaj bi lahko govorila ure in ure. Vlada Roberta Goloba tudi na tem področju v letu in pol ni storila praktično ničesar, še celo več, v pogajalsko skupino niso dali niti ministrice, s tem so jasno pokazali, da jim je vseeno za zaposlene in pa tudi za pacienta. V Novi Sloveniji ves čas pozivamo, da je treba pacienta postaviti na prvo mesto, da je treba urediti razmere v zdravstvu, da ne bodo medicinske sestre odhajale z zdravstva, hodile delati v trgovino ali na kakšno drugo področje, da bi morali imeti tukaj direktorji, šefi ustanov neka pooblastila, da bi nagrajevali tiste zdravnike, ki resnično delajo, ki so nadpovprečni, na nek način kaznovali tiste, ki ne delajo. Zdaj je v javnost prišla ena informacija, da zdravnik je opravil 200 ur dela v eni zdravstveni ustanovi, poleg tega je bil 185 ur na čakanju, dobil za to ne vem kako plačo, 5000 evrov in tako, ampak ključno je to, koliko storitev je opravil. In so pogledali, zavarovalnica ima vse te podatke, 6 storitev. Njegov kolega je opravil v bistveno manjšem času 600 storitev. Se pravi, zakaj bi mogla imeti oba enako plačo? Jaz mislim, da bi morali biti plačani po tem, kar so naredili. Z izvolitvijo nove ministrice, ki je pa prišla, sem že takrat v Državnem zboru povedal, da so našli točno takšno ministrico, ki ničesar ne bo spremenila. Moramo se zavedati, da se sam zdravstveni sistem od ustanovitve do danes ni spremenil, zaradi tega, ker enostavno odgovarja levim in desnim in v ospredje postavlja preprodajalce medicinske opreme, ne pa pacienta. Zanimivo je to, da niti en zdravstveni minister v vsej zgodovini ni bil iz Nove Slovenije in da ne ostanemo pri besedah. Si želim, da bi naslednji vladi Nova Slovenija imela svojega ministra in uredila to področje. Mi imamo zelo dobre rešitve na tem področju. Večkrat smo že vložili zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zdaj smo ga vložili že drugič v tem mandatu, s katerim želimo, da pacienta postavimo na prvo mesto in da pacient, ki nedopustno dolgo čaka v čakalni vrsti na poseg, na operacijo, na karkoli, da lahko gre tudi k zasebniku. Storitev pa plača zdravstvena zavarovalnica. Poglejte, kakšen absurd se dogaja. Nek pacient pri nas, recimo, ki čaka v čakalni vrsti, gre recimo na storitev v Hrvaško, lahko tudi k zasebniku in mu storitev plača zdravstvena zavarovalnica. Popolnoma noro. Pacienta je potrebno postaviti. Če pa gre k nam zasebno? Tako pa mora plačati sam. Tako tega ne krije zdravstvena zavarovalnica. Ampak zdravstveno zavarovalnico se v naši državi nihče ne ukvarja. Čeprav je predsednik vlade na Brdu sam rekel, začeti moramo pri ta velikih, ravno nasprotno, začel je pri ta malih, pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, kjer so dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinili, ki ste ga plačali z levega žepa, zdaj pa plačujemo obvezno zdravstveno zavarovanje z desnega žepa. Se pravi, nismo naredili nič, pri ta velikih pa nismo začeli. V tisti vreči je 4 milijarde, zdaj smo dodali še 700-800 milijonov, skoraj 5 milijard ima zdravstvena zavarovalnica denarja in mi v to zdravstveno zavarovalnico lahko zmečemo še na milijarde evrov denarja, pa bo pacient še vedno čakal. Zaradi tega, ker ta denar, ki je tam, gre posrednikom, ki preprodajajo medicinsko opremo, ne gre pa za to, da bi zmanjšali čakalne vrste, da bi pacient prišel na prvo mesto. In to želimo v Novi Sloveniji doseči, pacienta postaviti na prvo mesto. Včasih se zdi, da ni dovolj podatkov, da ne vemo, kdo kaj dobi, kam gre denar, ampak v bistvu zavarovalnica ima točne podatke, komu plačuje, kdo je v službi, kdo ni v službi. Zakaj je torej varuje ona je ona glavni problem?
To ima spet neke svoje interese. Jaz tukaj ne bi odkrival tople vode na področju zdravstva, ampak a ima politika interes to narediti? Sem vam prej povedal, da ne. Zato, ker imajo vsi klunčke namočene noter v zdravstveno zavarovalnico, tako levi, kakor tudi desni. Zato se sistem od zgodovine do danes ni spremenil. Zakaj odkrivamo toplo vodo? Mi moramo narediti isti sistem, kot ga imamo pri avtomobilskem zavarovanju. Kaj to pomeni? Recimo, da jaz se zavarujem pri eni izmed 5, 6, ne vem kolikih zavarovalnicah, kjerkoli se želim, z neko košarico ugodnosti, kaj mi pripada, in potem, ko pridem recimo do operacije, ne vem kolika, pridem lahko takoj na vrsto, bo zavarovalnica plačala. Podobno kot pri avtomobilu. A pri avtomobilu morate kdaj sami plačati? Ne, če imate vozilo zavarovano, plača zavarovalnica. In podobno bi bilo morali storiti tudi tukaj. Saj čakalne vrste v bistvu ne obstajajo, da bi ljudje čakali v vrsti. Ampak zdravstvena zavarovalnica naša reče, letos bomo opravili 1000 operacij kolka. In ko prije 1001 na vrsto, ljubček zlati, drugo leto boš na vrsti, letos ne moreš. In se postavi drugo leto v čakalno vrsto, ker imajo samo toliko operacij na leto. In to je zgrešeno. No in poslušajo pa niti ne zdravniki, pač pa medicinske sestre, a ne, ki morajo razložiti, da pač ni termina. Tako, ni krivo osebje, delč od tega. Kriva je politika, leva in desna, ker vsem tem času ni spremenila zdravstvenega sistema, razbiti je pa treba monopol zdravstvene zavarovalnice Slovenije, ker je to plačnik, regulator cen, nadzornik cen, vse v eni osebi. In gremo v drugo smer zdaj, od tega, kar ste rekli. 100%, ker ni interes postaviti pacienta na prvo mesto, ampak preprodajalce medicinske opreme. No, tudi zdravstvo se sooča z pomanjkanjem kadrov, kar seveda ni nič nenavadnega, ampak vi v Državnem zboru ste pa posebej opozorili na domove za starejše, mislim, da, kjer zdaj postelje so, pa ni možno sprejeti varovancev, ker ni kadra, ki bi skrbeli zanjo. Res je. Jaz sem zelo vesel, da sem v Novi Sloveniji in da Nova Slovenija enkrat mesečno skupno gremo na teren. Nazadnje smo bili na Koroškem, in vsakeč, ko gremo na terenski obisk, cel ponedeljek namenimo temu, obiščemo tudi več domov za starejše. In veste kaj, mi smo bili enkrat tamle v Primorsko-Notranjski regiji, v enem domu za starejše, kjer nas je na vratih pričakal gospod na vozičku brez ene noge, skupaj z svojimi zaposlenimi, ki delajo v tistem domu. Jaz tega gospoda v življenju ne bom pozabil. In kadarkoli govorimo o domovih za starejše, se vedno spomnim na njega in ga imam v mislih. In tudi naši odločevalci, ki zdaj vodijo Ministrstvo za delo, solidarno prihodnost in tako naprej, ministri bi morali iti na teren, ko pišejo zakonodajo. Enostavno bi morali, zato da bi imeli te ljudi vedno pred očmi. Poglejte, samo v času, kaj smo mi delali. Po 17 letih je naš minister Janez Cigler Kralj začel graditi domove za starejše. Zakaj? Zato, da so danes prazni. Mi smo takrat dvignili plače najnižje zaposlenih, najnižje plačanih v domovih za starejše, za 3 do 4 plačne razrede. Še premalo smo to naredili, še premalo smo dvignili plače za njihovo težaško delo. Poleg tega pa je Janez Cigler Kralj sprejel normative za socialni del, se pravi, koliko in kaj, na kakšen način bojo ti zaposleni tam noter delali. Potrebno je sprejeti še za zdravstveni del. Teh normativov še danes ni sprejetih. Še danes, ko bodo ti normativi sprejeti, bodo zaposleni v domovih za starejše bistveno manj obremenjeni in tudi bolje plačani. Zato zdravstvenih normativov še vedno ni sprejetih. Jaz si želim, da bi to vlada čim prej sprejela. In ker zdaj tega ni, imamo pomanjkanje kadra. Gledal sem primer iz televizije na Vpivki, pa tudi druge se s tem soočajo. Imajo nov dom za starejše, postelje so pa prazne. Mislim, da 17 000 naših državljanov čaka na prosto posteljo, ki pa je ne morejo dobiti zaradi tega, ker nimamo kadra. Jaz mislim, da nismo tako revni, da si ne moramo privoščiti, da bi naši zaposleni, ki upravljajo tako čustveno težaško, naporno delo, ne bi mogli imeti dobrih plač in da bi z veseljem delali v domovih za starejše. Verjetno je ta problem večji še v luči tega, da mnogo medicinskih sester oziroma oskrbovalk pa dela v tujini, kjer so pač plače in verjetno tudi delovni pogoji bolj stabilni. Drži, res je. Sploh tisti, ki živijo tik ob meji, se odločijo, da grejo rajši delati ven, boljši pogoji, boljša plača. Tudi to smo želeli v času naše vlade, zakon o dohodnini, ki je vsem prinesel višje plače, dvig splošne dohodninske olajšave, ki bi morala naraščati vse do naslednjega leta, se pravi, vsako leto bi imeli višje plače, ampak vlada Roberta Goloba, ki je prišla, je takoj zakon o dohodnini zamrznila, ustavila rast plač in tudi to je bil eden izmed razlogov, da je marsikdo odšel v tujino za boljšo plačo. No, vi ste poslanec v 5. volilni enoti v 5. okraju, 4., 5. Ja.
Tudi ta je bil precej prizadet zaradi poplav. Kako vi ocenjujete kot poslanec in kot nekdo, ki je ves čas na tem terenu, odziv vlade, te denarne pomoči, tako gospodarstvu, fizičnim osebam, lokalnim skupnostim? Je bil odziv dober ali ne? Ko govorimo o poplavah, moram najprej povedati eno stvar in to zelo iskreno. Poplave, ki so se zgodile lansko leto 4. avgusta, za vse to je kriva politika. Vsa politika od osamosvojitve dalje, vsi sestavi državnega zbora, tudi jaz osebno nosim del te odgovornosti, da je narod plavil. Vsi poslanci, vsi ministri, vsi predsedniki vlad. No, potem pa smo videli na socialnih omrežjih, kako so določeni politiki kar tekmovali med sabo, kjer bo dal lepšo fotografijo, kjer je bolj delo, kjer ima bolj umazane škorne, gor in kar tekmovali med sabo. Lepo je, da smo tudi poslanci šli na teren, ampak šli so tudi številni drugi državljani, ampak izkoriščati stisko teh ljudi za politične točke, to pa se mi je zdelo povsem zgrešeno. Ampak prej sem rekel, da nosimo odgovornost vsi. Bom razložil konkretno. Denar, ki je bil za poplavno varnost namenjen Spodnji Savinjski dolini leta 2006, ko smo prišli do leta 2006, se je ta denar prestavil na 2009. Ko smo prišli do 2009, se je ta denar prestavil na 2011, 2015, 2017, 2019 in tako naprej. Ves čas se je ta denar nekje odmikal, ker je bilo pač najlažje vzeti tam, na poplavni varnosti. Ampak mi potem nosimo del odgovornosti. Ampak zdaj pa pridemo realno. Poplave so se zgodile 4. avgusta lansko leto in tisto, kar mene pa zdaj tukaj najbolj boli, je pa prenapihnjena škoda. Mi smo najprej govorili, da bo te škode nekje pol milijarde, danes pa je ta škoda že narašla na 10 milijard. Ja, kako? Preprost matematični izračun pove, da te škode ni več kot 4 milijarde in pa pol. Ampak kaj je pomembno? Teh 5,5 milijard bo plačal narod z višjimi davki. Vsi mi bomo to plačali. Kam pa bo šel ta denar? Pa si lahko vsak sam misli. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo je prijavilo za 200 milijonov škode. Podjetja 380 milijonov, direkcija za ceste je prijavila 1 milijardo škode. Če rečemo, da bomo zgradili 1000 hiš, pa jih ne bomo 1000 zgradili, nekje 350, 335 se ocenjuje, da jih je potrebno zgraditi, pa če jih zgradimo 1000, po 300 000 za eno hišo je to 300 milijonov. Še vedno ne pridemo do 4,5 milijarde. Mi pa govorimo o 10 milijardni škodi. In ko skličemo Komisijo za nadzor javnih financ na to temo, poslušamo, da ne razumemo mi te metodologije, kako so oni prišli do teh rezultatov. Samo zato, da bo še več denarja za plenjenje. To sem trdno prepričan. Avtocestni križ je vzel 100 milijonov, več 100 milijonov, T6 je pobral pol milijarde, bančna luknja milijardo, popoplavna sanacija pa bo vzela ogromno denarja, 5,5 milijard oziroma še več. Kako ocenjujem pomoč? Bom rekel, da ocenjujem pomoč, da me skrbi, in to sem tudi v državnem zboru povedal, da ta vlada do marca ne bo postavila niti ene ute. Mi si težko predstavljamo, imamo hiše na suhem, nismo bili poplavljeni, številni naši državljani pa so bili. In mi se težko poistovetimo z njimi, kaj vse oni preživljajo. Skrbi me, ker vidim, kaj se v preteklosti dogajalo. Recimo v Posočju. Popotresna sanacija v Posočju aprila bo 26 let, še vedno ni zaključena. Bojo ti ljudje čakali 26 let na svojo pravico. Ogromno je nekih vprašanj, ljudje na terenu pa enostavno nimajo odgovorov na vse to. Občine so sicer dobile nekaj denarja že, ampak mislim, da stvari potekajo bistveno prepočasi, ljudje pa imajo premalo informacij, zato se tudi obračajo na mene. V prejšnjem tednu sem dobil 2 poslanski vprašanji, konkretni, novogradnja, bom dobila kaj povrnjenega, kdaj bomo dobili denar, a moramo res zbirati račune, da bomo dobili povrnjen denar in tako naprej. In sem takoj te 2 vprašanje poslal ministru in zdaj čakam na odgovor, da jih čim prej obvestim, pa hkrati tudi vse ostale. No, jaz sem pa mislila, da bova zdaj povedala to odgovore tudi že. Ja. Se pravi, ministri to pripravijo in povedo, čeprav pravi vlada, da 114 je tista telefonska številka, na kateri vse izvejo ljudje. Očitno ne izvejo vsega. Ja, pa v tehnični pisarni, ampak odgovori so si nasprotujoči in zato se določeni ljudje obračajo tudi na nas poslance in potem sprašujejo, kakšni bodo ti odgovori. Mislim, povsem normalno. Postavili ste poslansko vprašanje ministru za naravne vire in prostor Jožetu Novaku glede desnega brega Savinje. Recimo, to je čisto konkretno, kakšen odgovor ste dobili? Ja, to vprašanje sem postavil na pobudo župana Markota Repnika, ki se je obrnil na mene. Če lahko tudi na državnem nivoju naredim kakšen politični pritisk, postavim poslansko vprašanje ministru. Dejstvo pa je, da sem jaz bil tudi tam na popoplavni sanaciji, pri enem izmed podjetij sem odpravil to škodo in sem tudi v javnosti videl, v živo videl, kakšna škoda se dejansko tem podjetjem tam
zgodila. Lahko pogledam 1000 fotografij, 1000 posnetkov na televiziji, ampak v živo so te škode bistveno večje, da vidiš vso to razsežnost. Zato sem bil še toliko bolj motiviran, da postavim to poslansko vprašanje. In sicer od mostu v Grobljah dol ob industrijski coni v Latkovi vasi, kjer je tam več 10 podjetij in pa tudi ljudje, ki tam živijo na Mačkovi ulici, ki jih je zdaj prvič zalilo. Savinja je utrgala ta desni breg in poplavila tista podjetja, ki imajo tam svoje proizvodne hale in tako naprej. In jaz sem postavil to vprašanje ministru. Minister je konkretno odgovoril in je rekel, da se bo sanacija tega brega začela že v prvi polovici letošnjega leta. Jaz obljubljam vsem prebivalkam, ki živijo tam, tudi vsem podjetjem, da bom naredil vse od sebe, da ga bom držal za besedo, da bom zadevo ves čas redno spremljal. Sem ga pa ne 3-krat povabil tudi, da ne prije tudi na teren pogledati, ker to je tisto, kar šteje. Če ti vidiš zadevo na terenu, si potem bistveno bolj motiviran, ker to bolj podoživiš. In to sem želel, da vidi tudi minister, da si pride situacijo pogledati na teren. Zdaj bom pa postavila čudno vprašanje oziroma morda za koga nenavadno, ampak to so bile gmajne nekdaj. Ali so tem ljudem pač takrat župani oziroma država obljubila, da jim bo zgradila te nasipe, da jih ne bo poplavljalo? Zdaj tega podatka ne vem, ampak ne samo tukaj, marsikje se je zidalo na poplavnih območjih. Jaz vedno rečem, ko govorimo o poplavah, dajmo stare ljudi vprašati. Z vsem spoštovanjem. Oni so že dali veliko teh poplav, čez vejo, kje se je kakšna reka razlivala in tako naprej. Dejstvo pa je, da smo zidali tudi tam na teh poplavnih območjih, kjer ne bi smeli zidati. Upravne enote so izdajale dovoljenja, zdaj pa smo prišli do situacije, ker imamo probleme, ker so ti ljudi vsakih večjih vodih zaliti in zdaj na nek horuk iščemo neke rešitve, kako bi to zadevo sanirali, podrli to, naredili razlivna območja in ljudi prestavili na neko drugo območje. No in v pripravi, oziroma začel se bo pripravljati ponovno državni prostorski načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini, to je tudi v vašem okraju. In kako ocenjujete zdaj? Veste približno, kaj naj bi ta načrt vključeval? Kakšno je stališče? Vemo, da suhe zadrževalnike v Savinjski nimajo radi, predvsem kmetje. Ne, jaz sem hvaležen za svojo izkušnjo in sicer udeležil sem se enega javne predstavitve v Žalcu, ker sem se tam pogovarjal z ljudi, poslušal sem pa tudi njihove predstavitve. Zdaj zadeva se, bom rekel, na nek način zelo lepo sliši, ampak dejstvo odzadaj so pa taka, ker si mora poslanec pridobiti neke informacije. Jaz sem za to, da poskrbimo tudi za Dolvodno, Celje, Laško in tako naprej, ampak hkrati moramo v prvi vrsti poskrbeti za naše državljane, ki tukaj živijo. Zdaj v preteklosti so se pisale neke študije, pisalo se je več študij, mislim, da je celo ena študija stala 400 000 evrov in več, komu je to v interesu, je spet vprašanje. Bo pa ta DPN prinesel to, da se bo poplavna ogroženost zmanjšala z temi suhimi zadrževalniki, razlivnimi območji, kjer se bi razlivala Savinja. Ampak to, kar želim poudariti, je, da je ključno zame kot za poslanca državnega zbora, da se išče konsens in sicer med lokalnim prebivalstvom. Težko je prepričati nekoga, ki živi na robu vasi, tamle v Kapli vasi, da bodo tik ob tej vasi suhi zadrževalnik. In je gospa po vsem strahu, kaj zdaj to pomeni in tako naprej. Se pravi, da je treba umeščati te suhe zadrževalnike, te razlivna območja na neko slabšo kmetijsko zemljo, ne pa na najboljšo kmetijsko zemljo. Mi ne smemo ene stvari pozabiti. Tretja razvojna os nam je vzela 120 hektarov najboljše kmetijske zemlje. Zdaj bomo najboljšo kmetijsko zemljo dali še zato, da se bo tukaj voda razlivala. In jaz razumem ogorčen boj vseh teh kmetov, ki zdaj tukaj demonstrirajo, da najboljše kmetijske zemlje ne bojo dali. Ta DPN bi moral biti sprejet do leta 2025. Želim si pa, da je strokoven in da je v soglasju z lokalnim prebivalstvom. Obljubljene so vedno tudi odškodnine, ampak ljudje enostavno ne verjamejo več. Ne vladi, ne levi, ne desni. Bom zdaj tudi jaz rekla, da bo čez leta, recimo, če bo poplavljeno, da bodo dobili odškodnine. To nezaupanje je zelo veliko v Sloveniji. Je, pa tudi gre recimo v določenih primerih za zelo male odškodnine, ampak bistveno je to, če bomo mi pozidali, uničili najboljšo kmetijsko zemljo, kaj bomo jedli? To je ključno vprašanje. Ne smemo, že tako smo po samoskrbi najnižje, zdaj bomo pa še najboljša kmetijska zemljišča za to namenili. Odločno branim slovenskega kmeta, ampak verjamem, če ima nek človek, politik, ne vem kdorkoli, nek jasen cilj, bo najdel tudi
pot do tja in da bo naredil čim manj škode. Sem za to, da se zadeve uredijo, ampak v soglasju z stroko in v soglasju z lokalnim prebivalstvom. Ko sva ravno omenila kmete, kaj pa pravite o teh? Pri nas sicer še ni protestov kmetov, ampak spremljamo jih recimo v Nemčiji, torej vedno ostrejši kriteriji, pogoji za kmetovanje, po drugi strani nižanje odkupnih cen. Kaj bomo? Bomo kar kupovali hrano v tujini? Pri nas so že protesti. In sicer ne tako številni. Se pravi, niso tako odmevni v javnosti. Niso tako odmevni, tako številni, kot so recimo v Evropi. So se pa kmetje začeli zelo prebujati. V Murski Soboti, v Celju, mislim, da je bilo. Poleg tega pa je podeželska mladina v avtocesti pred časom kurila tudi kresove. Želijo opozarjati na težave v kmetijstvu. Zdaj z novo kmetijsko ministrico računajo, da se bojo nekatere stvari izboljšale, čeprav zelo dvomim, prejšnja je morala oditi zaradi prve dame. Tudi ta bo delala po nareku prve dame. Vprašanje, če bo kmet zdaj v prvi vrsti, če bo to tisto, če se bo vrtelo vse okoli kmeta. Kmetje si želijo odkupne cene, da bi se povečale, kar je normalno. Na drugi strani imamo zdaj ministrico, ki pravi, da bo znižala te marže, da trgovine ne bojo več imele marž in tako naprej. Jaz sem že takrat rekel, ko bo izvoljena, šale so se začele pisati sami in dejansko se to dogaja. In jaz upam, da bo ministrica za kmetijstvo, zdaj imamo novo, tudi čim prej ukrepala. Sem pa prepričan, da se bo to stopnjevanje, ki je priča, ki ga zdaj gledamo v Evropi, da se bo začelo dogajati tudi pri nas. Iz evropskih sredstev, iz proračuna iz evropskih sredstev. Do zdaj nismo počrpali €1 iz perspektive 23-27. Čeprav je za Slovenijo obljubljeno 2 milijarde, 300 milijonov v letošnjem letu, nismo do zdaj počrpali še €1. Zakaj ne? Zaradi nesposobnosti kmetijskih ministrov do zdaj. Čeprav je prejšnja kmetijska ministrica pa sama dala jasno zagotovilo, obljubila je, da se bo zagotovila sredstev za namakalne sisteme, ampak zadeva zdaj stoji. No, in če se navežem na prejšnjo vprašanje, mogoče bi bilo dobro umestiti tudi kakšen mokri zadrževalnik v Savinjsko dolino, ker bi se ta voda potem izkoriščala tudi za namakanje. To bi eno z drugim bi pa to šlo lepo, recimo zelo lepo in pa prav. Dobro, govorila sva prej že o tem, da ste se zavzemali za ranljive, za invalide, tudi zdaj ste član odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, a ne? Mogoče pa čisto na kratko poveste mnenje o tem poviševanju, uskladitvi pokojnin. Ali je po vašem mnenju ustrezno ali ne? Glejte, za mene je socialna država taka, ki daje tistim, ki delajo, se pravi, nagrajuje tiste, ki delajo in daje tistim, ki ne morejo delati, ne tistim, ki ne želijo delati. Ker mi nagrajujemo danes tiste, ki ne želijo delati, se pravi zdrave posameznike, ki prejemajo denarno socialno pomoč, jih nagrajujemo. To je napaka. Pomagati moramo tistim, ki res ne morejo delati. In ljudje, ki so 40 let ali več aktivno delali, so si prislužili pokojnino, morajo s to pokojnino dostojno živeti. Danes pa s to pokojnino niti ne morejo plačati doma za starejše. In zdaj je bil pred kratkim v Državnem zboru v zakonodajni proces vložen zakon, ki bi prinesel bistveno večje pokojnine. To je zdaj ta nova upokojenska stranka. Sicer je predlagala, bom rekel, zelo populistično 700 milijonov evrov, slabih 700 milijonov evrov dodatka za vse upokojence pri nas, da se bi pokojnine tisti, ki imajo manj kot 1000 evrov, dvignile za 10% in tako naprej. Ampak je bilo to nerealno pričakovati, da bo koalicija to sploh podprla. Predlog je bil sicer zavrnjen. To, kar mene boli, recimo, ko govorimo o pokojnini, pa je to, da bi se mogli malo več pogovarjati o pokojninskem sistemu v prihodnje. Naša družba se stara, vse več je upokojencev, vse manje pa tistih delovnih, ki so zaposleni. Kajti mi zaposleni prispevamo v pokojninsko blagajno, imamo nek tobogan sistem, se pravi, od moje plače, bruto plače, gre del tudi za pokojnine. In ta denar je namenjen takoj za penzije zdajšnjih upokojencev. Mogoče bi bilo potrebno razmišljati o nekem drugem, tretjem stebru, ker bi se denar plemenitil, ker s tem denarjem, ker je na trgu premalo zaposlenih, zberemo mi premalo denarja za vse zdajšnje upokojence in bi mogli nek denar plemeniti. Država se vem dodaja, mislim, da je to milijardo pa pol, da dodaja zraven tega denarja, ker se premalo denarja nabere. Veste, o tem pa ni govora, kako bi mi spremenili ta pokojninski sistem, da bo tudi čez leta vzdržen, ker je pač vsakič slabi. Vem pa, da smo v času naše vlade veliko naredili za upokojence, veliko nekih dodatkov smo za to namenili.
in so upokojenci v bistvu navajeni zdaj in pričakujejo, da se bo isto dogajalo tudi pod to vlado. Ampak ne gre po takim tempom. Govorijo o nekem rekordnem dvigu pokojnin. To ni rekorden dvig pokojnin, ampak gre za redno usklajevanje. Se pravi, država mora po zakonu dati tako pokojnino, kot jo je dala zdaj. In tu ne govorimo o rednem dvigu pokojnin, ampak še nekaj. Ta dvig pokojnin, ki so ga zdaj prejeli, jim je upokojencem pojedla tudi inflacija. In to je treba tudi pošteno povedati. Kaj pa, dobili pa smo zakon o dolgotrajni oskrbi in nek nov, a lahko rečeva davek, prispevek. Tako je. V času naše vlade smo mi našli razpršen vir financiranja dolgotrajne oskrbe z evropskih sredstev, državni proračun, demografski sklad in prispevki fizičnih in pa pravnih oseb, tudi neki posameznik, ampak najlažje, kar je pa tej vladi narediti, je pa ta prispevek za dolgotrajno oskrbo obesla kar vsem našim državljanom. Se pravi, zaposleni bomo od svojih bruto plač plačevali 1%, podjetja bodo od zaposlenih plačevala 1%, isto, potem upokojenci bodo plačevali 1% od neto plače, kmetje SP pa 2%. Se pravi, ta prispevek bomo plačali od 1.7.2025 naprej, se pravi čez leto in pa pol. Del dolgotrajne oskrbe pa se začel že zdaj izvajati. Družinski pomočniki so dobili 1,2-kratnik plače minimalne, če skrbijo za eno osebo, če pa za dve, pa za 1,8-kratnik. Nikjer pa ne piše, da se zadeva ne bo dražila še v prihodnosti. Leta 2028 je celo v zakonu napisano, da bo sam koristnik te dolgotrajne oskrbe moral plačati do 10% te usluge. Ampak dolgotrajna oskrba je samo eden izmed novih davkov, ki smo ga prijeli pod to vlado. Mislim, da bodo naši državljani v naslednjih 5 letih plačali 7 milijard davkov. Tako. No, ali spremljate proteste, razprave v zvezi s ceno toplotnega ogrevanja v Šaleški dolini? Kaj pravite? Ja, zadevo spremljam preko medijev. Jaz vem, da se je tukaj naša svetnica Veronika Juvan zelo angažirala in že lansko leto junija na seji mestnega odbora Velenje želela, da bi ljudska iniciativa predstavlja neke rešitve, neke konkretne rešitve, ki jih je takrat imela. Takrat so se tisti koalicijski svetniki odločili, da ne bojo dali besede, kar me žalosti. Mogoče bi problem rešil že takrat, ne pa da je zdaj to v teh zimskih časih pa povsem eskaliralo. Vem, da se je občina nekaj trudila in išče nek denar iz različnih virov in tudi komunala, da bi plačali megavatno uro in tako naprej. Ampak dejstvo je v tem, da jaz tukaj ne vidim neke rešitve, da je treba iskati rešitev, kako bi bila električna energija cenejša, ne pa kako bo se še dodatno metal denar v to noter, ker bo verjetno od tega imel kdo korist. Ne me zdaj držati za besedo, razmere bom rekel, ne poznam tako dobro. Imam pa sigurno rešitev za vse Velenjčanke in pa Velenjčane. Če bojo enotni, če bojo vztrajali na trgu, levi in desni in se borili za nižjo ceno položnic, bojo to tudi dosegli. To mi verjemite in to želim vsem Velenjčankam in Velenjčanom, da vztrajajo na tej poti, da se med sabo ne delijo, ker samo tako so močni in lahko tukaj dosežete nek napredek. Je pa noro gledati primere, kako drage položnice dobivajo ti ljudje. Ampak predlog je bil, da bi se znižal DDV za ogrevanje, da je to pač ene sorte ustavna pravica, da smo na toplem in ker verjetno tudi drugi državljani, bom rekla, mnogi imajo težave in se ne ogrevajo, ker nimajo denarja, da bi plačali. Ja, zdaj ne vem, če je to 500 evrov, če je 22% davka, je to približno 100 evrov davka, če bi bil pa 5%, bi bilo pa to, ne vem, 25 evrov. Nekaj je, še vedno je pa glavnina na temu, kar sem rekel, znižati je treba stroške te energije in tukaj je treba iskati rešitve. Ne vem, če je rešitev v tem, da se še dodatne subvencije devajo. Jaz mislim, da so rešitve nekje druge. No, Državni zbor mislim, da je v proceduri obravnava energetskega zakona. Na ta zakon že kar dolgo čakamo. Kaj vse določa? Kakšna bo energetska prihodnost Slovenije? Ja, glede tega energetskega zakona bi povedal naslednje. Vlada je v zakonodajno proceduro vložila ta energetski zakon. Ta določa, da v strnjenih naseljih ne bo več možna vgradnja kotlov na lesno biomaso in pa zemeljski plin. A to je vse, kar je od tega zakona? To je najbolj pomembno. Gre za 22.
člen in na nek način ta člen prepoveduje drva, lesno biomaso, sekance, pelete in pa kotle na plin. V Novi Sloveniji smo se tukaj odločno odprli. Kazen za to bo od 2 do 10 tisoč evrov. Se pravi za nove objekte. Za nove objekte. Tako, ja. Ampak saj niso neumni. Elektroelita gre pač korak za korakom. Zakaj nam vlada Roberta Goloba želi vzeti drva? Najprej vam vzamejo drva, potem vas prisilijo, da greste na elektriko. Hkrati s tem vam dvignejo ceno elektrike in omrežnine in elektromafija ima od tega korist. Hkrati pa predsednik vlade lepo biznisira z državo. Ampak moramo se eno stvar zavedati. Slovenija pokriva 58% gozdov, hkrati pa je 409 tisoč lastnikov gozdnih posesti. Se pravi, mi bomo sredi gozda ljudem prepovedali, ne kurijo na drva. Ta podatek sem šele zadnjič dobil, ker me je nekdo obvestil, ampak Zavod za gozdove in priznani strokovnjaki trdijo, da les, ki odmira v gozdu, pušča za sabo enak ogljični odtis, kot če se kuri. Čem je pol problem? Ne vem, kako bomo ogrevali recimo večje stanovanjske stavbe, objekte in tak naprej, če ne s plinom. To bo prineslo dodatne in dodatne stroške in tepen bojo ravno tisti, ki so mogoče pa v drvah, v lesni biomasi videli najcenejše ogrevanje. In temu smo se v Novi Sloveniji odločno odprli. Zdaj zakon smo obravnavali v prvem branju, glasovali nismo, ker smo mi v Novi Sloveniji vložili pobudo za posvetovalni referendum in 30 dni zdaj ta zakon stoji. Bomo videli, kaj bo vlada naredila ali pa koalicija v 30 dneh. Po 30 dneh prije ponovno na odločenje, potem pa bomo tudi mi videli, ali bojo dali to ven. Zakaj ne bi po zgledu drugih držav, Velike Britanije, Nemčije, Francije, to zamaknili v nedogled, kot so to storile te države. Pri nas pa na vrat na nos želimo vse to prepovedati in temu, kot sem rekel, se bomo v Novi Sloveniji tudi odločno oprli. Ne povem še en podatek, 121 tisoč gospodinjstev, ki je priključenih na plin, pusti 1,95% ogljičnega odtisa pri nas. In mi jim zdaj želimo v nadaljevanju prepovedati plin. Hkrati pa smo pregledali plinsko infrastrukturo. Popolnoma noro, kar se gre ta vlada. Ampak rezultat je jasen. Vse ljudi dati na elektriko, dvignati omrežnino elektriko in to je to. Se pravi, informacije, da je to umaknjeno iz predloga, še niso potrjene. To še se ne ve, ali je umaknjeno ali ne. Jaz tej vladi Robertu Golobu enostavno ne verjamem nič. Obljubljal je zmanjšanje čakalnih vrst s 1.1.2024, sodnikom je pa tožilcem happy end je obljubljal. Ni, da niso že vse tok in tok obljubljali davčne reforme, pokojninske, nič od tega ni in mu tudi to ne verjamem. Zaenkrat je ta 22. člen, 5. in pa 6. odstavek še vedno v zakonu in dokler ne bojo dali tega ven, bomo mi ustrajali in bomo šli tudi na referendum, če je potrebno. Torej, kakšna bo energetska prihodnost? Bo vse to pokril drugi blok nuklearke? Ja, jaz absolutno to podpiram. Razogljičimo lahko tudi z jedrsko energijo. Res pa je, da ti postopki umeščanja v prostor in vse skupaj traja zelo, zelo dolgo časa. Že zdavnaj bi mogli začeti. Začeli smo pa pod ministrovanjem Jerneja Vrtovca, ki je takrat začel prve korake, ampak zanimivo je to, da v tem energetskemu zakonu pa praktično o tem ni besede, niti o geotermiji in tak naprej, kar me na nek način žalosti. O nuklearki ni? Ni, praktično ni v energetskem zakonu zdaj. Skoraj ni omenjeno. No. Niti geotermija. Dobro, greva na drugo področje, ker če tako malo gledamo na dnevne rede sej Državnega zbora, pridemo tudi do zakona o slovenščini oziroma o javni rabi slovenščine v prvi obravnavi, pa potem o osnovni šoli. Za kakšne spremembe gre pri teh stvareh? Ja, telefone, ki jih imamo, Appleove, ki jih imamo, bo zdaj morali govoriti slovenski jezik, se pravi meni, bojo mogli biti v slovenščini. To je za mene, mislim, pač super zadeva, ni noben problem. Kar se pa tiče zakona o osnovni šoli in nacionalnega preverjanja znanja v prvi triadi, pa smo absolutno proti, smo temu nasprotovali, ne vidimo nobenega resne možnosti, mislim, da bi se to izvajali, nobene potrebe po temu, da obremenjujemo otroke pri tako nizki starosti. Morate vedeti, da to prinaša za sabo zelo veliki stres, omejuje se tudi šolanje na domu. Nekje 800 otrok se šola v naši državi na domu. Jaz vidim to kot še eno možnost izbire, tako kot je možnost izbire javna šola, zasebna šola ali možnost na domu. Nekateri starši se pač to odločajo, večinoma gre to itak za prvi, drugi, tretji razred, ker je program lahko bistveno prilagojen otroku, neka tema, ki mu ne gre, se mu posveča več pozornosti in tako naprej. In ta vlada zdaj te, bom rekel, pravice krči. Zato tega zakona tudi nismo podprli. Kaj pa prvi tuji jezik, mislim, da že v prvi razred, da bi bil obvezen?
Ja, mislim pač, nisem strokovnjak na področju šolstva, vem pa, da je že zdaj, pa ne zdaj tega narobe razumeti, v razredih ogromno tujih jezikov. Lahko povem z prakse, moja žena je učiteljica in ker ima tam otroke, ti otroci zdaj govorijo 3 jezike. Maternega, slovenskega in pa angleškega in zmes teh jezikov. Vi ste predlagali potem, oziroma podpirate tako imenovane pripravljalnice učenja slovenskega jezika. Absolutno. To smo predlagali v Novi Sloveniji, da vsak otrok, ki ne zna slovenskega jezika, mora 1 leto hoditi v razred, kjer bi se učil samo slovenski jezik in nič drugega. In to bi mogel biti pogoj. Mi se o teh stvareh sploh ne bi smeli pogovarjati. Da bi otrok se naučil slovenskega jezika, hkrati bi pa ohranil ta socialni stik, se pravi likovno vzgojo, glasbeno vzgojo, športno vzgojo bi imel sovrstniki, ampak pogoj bi bil slovenski jezik. Vse tudi za one starše, ki recimo pridejo delati, k nam bi mogel biti pogoj znanja slovenskega jezika. Smo mi takrat v času naše vlade to zaostrili. Ta vlada pa je to spet razrahljala na nek preživetveni nivo in sami sebi delamo škodo. Najbrž ne mislite, da se bom jaz učil slovenskega jezika, da se bom sporazumeval s tujci, ne vem, da se bojo na upravnih enotah zdravniki učili tujega jezika, da se bojo sporazumevali s tujci. To bi moral biti pogoj in pripravljalnica bi temu, bom rekel, zelo veliko pomagala, ker bi otroci za 1 leto se morali naučiti slovenskega jezika, ampak tudi ta koalicija ni tega nažalost podprla. Ni. Ste član 2 preiskovalnih komisij, mislim, da 2. Ja. Ena je o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank, tudi iz tujine. Druga pa je ta povezovalni kanal C0 na območju ljubljanskega vodonosnika. Morda za prvo preiskovalno komisijo. A ste kaj ugotovili, bo kakšno poročilo? Jaz sem na to preiskovalno komisijo že nekje od srede preiskovalnih sej se opravičujem, ker ne vidim nobenega smisla, da tam sedim. Smo bili pa na zaprti seji, kjer se je sprejemalo vmesno poročilo. In tam smo brali 250 strani gradiva, ki je sicer zaprt za javnost. Jaz o njemu zdaj ne morem govoriti, ampak lahko nasplošno povem, da se zelo nazorno vidi, kako denar od gradbenih podjetij, ki bi morale urejati vodotokov, pride denar do določenih političnih strank in tudi do določenih politikov v naši državi. Vidi se, kako večja podjetja v državni lasti financirajo določeno politično stranko preko financiranja medijev in tako naprej. Notri se vidi, kako se dviguje denar na bankomatih, kako neka društva dobivajo denar, kako ga nosijo nekomu in tako naprej. Vse to je noter, ampak v detajlih pa nažalost ne smem govoriti. Jaz sem prepričan, da bi morali odmakniti zaupno tajno in da bi to narod mogel videti. Koga ščitijo? Ja, sami sebe, en drugega. V javnosti smo poslušali, to bo šlo za thriller, to kaj tajega še nismo doživeli, vam pa ni prišlo nič. A vam ni čudno? Zakaj ni prišlo? Ker je vse povezano med sabo. Enostavno. Drugače ne morem povedati. Za kamere enostavno ni delitev in tam se nihče med sabo ne krega. Krega se narod, zato se navežem na tisto, kar sem prej rekel. Če bo narod enoten tule v Velenju, bojo dosegli, da bojo cene položnic nižje. Samo kregati se ne smejo med sabo. Kaj pa ta povezovalni kanal C0 v Ljubljani, kako je zdaj s tem? Kanalizacija v Ljubljani predstavlja zelo veliki problem, čisto pitno vodo za 330 tisoč ljudi, ki tam živijo in pa tudi delajo. Problem je, da je enim v tej državi vse dovoljeno, ampak vsak državljan, ki pomisli na kanalizacijo, reče super, pa vse to moramo imeti. Seveda, se tudi jaz strinjam, da moramo imeti, ampak kdo izmed županov, najte mi enega v Sloveniji, ki poleg Jankovića želi napeljati kanalizacijo čez vodovarstveno območje, tam, ko črpa spodaj vodo? Povejte mi, kdo? Ob dejstvu, in to je zdaj dokazano, glavni hidrolog v tej državi je dokazal, da vsaka kanalizacija pušča. Je narejena študija, da vsaka kanalizacija pušča. Čisto vsaka. In tudi ta v Ljubljani. In vse to bojo pile Ljubljančanke in Ljubljančani, ki držijo, bom rekel, štango Jankoviću. Mi smo sklicali zdaj preiskovalno komisijo, zaslišujemo tukaj različne priče. Prva je prišla predsednica države, zaslišali smo nekaj ministrov, državnih sekretarjev, zdaj prije varuh človekovih pravic. Ja, ma kaj to mislim? Ja. Kaj bodo zdaj vsi ti? Jaz rečem, zato sem tudi rekel, da se prejšnje preiskovalne komisije ne udeležujem, zato ker je to preiskovalna komisija nek brezzobi tiger. Praktično ne moreš nič narediti, ti lahko to, da predaš naprej organi pregona, pa pol tako vemo, kaj naredijo. Ampak je to eno izmed orodij, da se izvaja nek pritisk
da bi se pa javnost mogoče le zbudila in da bi videla, kaj se grejo tam na Ljubljani, da uničujejo čisto pitno vodo, da je to norost, da je treba ta projekt ustaviti. Povejte mi, zakaj lahko nekdo v tej državi gradi brez gradbenega dovoljenja, brez celostne presoje vpliva na okolje, brez dokumentacije. Vsak državljan, ki zgradi čebelnjak, mu ga v 3 dneh podrejo. Zoran Janković pa lahko tam gradi in nihče mu nič ne more. In temu se je treba upreti. In tukaj mogoče vidim preiskovalno komisijo kot eno izmed možnosti, pa čeprav vem, da na koncu ne bo imela rezultata, vsaj mislim si, da ga ne bo imela. No, ta voda je zapisana seveda v ustavo, a ne, to je naša ustavna pravica, ampak pogosto potem se pritožujemo, če živimo na poplavnih območjih, če se nam dvigne podtalnica, ne, malo bi morali bolj živeti z naravo, pravijo, jo poslušati. Kako se bomo to naučili? Ali bo v šoli nas bodo naučili tega? Eno stvar bi mogli imeti skozi v mislih, kadarkoli govorimo o naravi, čistih okolju in tako naprej. Mi si narave nismo podedovali od naših prednikov, ampak smo si jo sposodili od naših zanamcev. In bi mogli skrbno ravnati z zemljo, z naravo, z vodo in z vsem, da bojo tudi naši nasledniki, ki bojo živeli to, da bojo imeli vse te dobrine, ki jih imamo tukaj mi. In zato me žalosti, ker vidim, kaj počne Zoran Janković tamle v Ljubljani. In nimamo nikakršne moči, ne vem, na kak način bi ga še lahko ustavili, če mu država, organi, ki bi mogli to prepovedati, tega ne prepovedajo. Bo pa to nek tak šolski primer tudi za vse ostale župane v naši državi, ki bi rekli, Janković je lahko, bomo tudi mi. To pa več ni prav. Mi imamo neko zakonodajo, ki se je moramo držati. Zdaj zakon za ene velja, za druge pa ne. In to je zelo narobe. Drugače v Sloveniji vodovarstvena območja so določena. Vsak bo rekel, kje drugje, da tam pač kmetje ne morejo kmetovati oziroma imajo omejeno. Vsi morajo spoštovati zakonodajo. Zakaj potem? Zanimivo pri tej kanalizaciji je to, da želi župan Zoran Janković fekalije, kanalizacijo iz Medvod in Vodic prepeljati čez vodovarstveno območje. Pazite, na začetku gre mimo čistilne naprave Brod, bi jo lahko priklopil na obstoječo in ne bilo nobenega problema, in jo vleče čez celo vodovarstveno območje do Ježice in kasneje dol čez Sneberje do Zaloga. Zakaj tako dolgo pot, če Evropska direktiva pravi, da morajo biti te poti čim krajše, od uporabnika do kanalizacija? To še niste ugotovili, zakaj? Ja, tudi Zoran Janković bo prišel te stvari tudi pojasniti, ampak mi vemo zakaj. Ker želi Zoran Janković uničiti vodni vir, ko bo pa enkrat vodni vir uničen, se bo pa prilastil vsa ta zemljišča, ki bi danes stala 5 evrov na kvadratni meter, prodajala se bojo pa po 100-krat dražji ceni. Degradacija območja in pozidati vso to območje. In njemu je vseeno za vodni vir, za vodo, ki jo pije 330.000 Ljubljančanov. Imate poslanske pisarne, mislim, da Vransko, Tabor, Braslovče, Polzela, Prebold. Kako državljani pridejo do vas oziroma kako pogosto se obračajo, zdaj pa bomo rekli Savinjčani, Savinjčanke? Ja, največkrat me dobijo na socialnih omrežjih preko mojega elektronskega naslova. Vse več ljudi mi piše, vse več ljudi ima neka vprašanja. Včasih se potrudim tudi na svojem socialnem omrežju pod kakšnimi komentarji, ki odgovarjam. Se pa vedno potrudim, ko mi takole pišejo ljudi, da se za vsakega človeka potrudim. Kakršnokoli vprašanje je že, mu dolžen dati odgovor. Tu pa tam se mi zgodi, da na kaj pozabim odgovoriti, zato se iskreno opravičujem, samo človek sem, ampak v teh novoletnih praznikih sem izkoriščal čas tudi zato, da sem odgovarjal na ta vprašanja. Takoj v začetku leta pa sem zopet dobil nova in sem spet v zaostanku, ampak takšno je naše delo. Ljudem smo dolžni dati informacije. Tako sem prej govoril o poplavljenih hišah. Ljudje nimajo zadostnih informacij in se obračajo tudi glede tega, pa tudi glede številnih drugih vprašanj, marsikaj jih zanima, in ker sami ne pridejo do odgovora, pišejo nam, poslancem, pa morajo ministri odgovoriti v 30 dneh, so nam dolžni podati odgovor. Upoštevajo ta rok ministri? Mislim, ga upoštevajo, marsikdo ga upošteva, ne pa vsi. Včasih traja tudi bistveno, da tudi po par mesecev ne odgovorijo, potem pa smo malo bolj sitni in potem pridemo do tega željenega odgovora. Pa vam pišejo predvsem zato, ker jih nekaj zanima oziroma imajo kakšen svoj problem, ali tudi preprosto povejo svoje mnenje pa rečejo, tako pa tako bi morali v Državnem zboru delati?
Vsega je, vsega. Tudi tega obračajo se, ker niso dobili splačane dela pokojnine, ki jim pripada. Iz tujine so mi pisali zdaj za te 2 hiši. Pisal mi je en gospod tole, kakšna odškodnina mu po koroni pripada, da ima zelo velike posledice, ali bo deležen kakšne odškodnine. V glavnem ljudje imajo številna vprašanja, na katere ne dobijo odgovore in potem se obračajo tudi na vse nas. In prav je, da se obračajo. Mi imamo za to plačo, službo, za to, da pomagamo tem ljudem. To je naše vodilo tudi naprej. No, vi ste tudi član številnih društev, hodite na srečanja z župani, vse verjetno drugi poslanci tudi, ne? Ampak vi ste še bolj znani, potem ste tudi gasilec, ste gasili. A se je odnos ljudi mogoče do vas zdaj kaj spremenil, odkar ste poslanec? Sam nimam tega občutka. Jaz nisem zamenjal telefonske številke, imam še vedno isto. Se mi pa zdi ključno, da sem prisoten na terenu. In tam je tista najboljša komunikacija, ker ti ljudje kar direkt povejo, tole me moti. In to je tisto glavno vodilo, zato se tako rad udeležujem različnih srečanj, kamor me povabijo, da tam komuniciram z ljudmi, da slišim tiste njihove težave in potem te njihove težave prenašam v državni zbor. Se ne odkrivam tukaj tople vode. Želim biti čim bolj prisoten na terenu. Če bi pa bilo možno, bi bil pa sam na terenu. Veliko rajš, kot pa da v Ljubljani poslušam Kordiša. Ampak kako pa potem s tem napornim delovnim časom oziroma 24-urnim delovnim časom? Poslanci nimate omejeno, koliko ste lahko v službi, koliko ne, koliko nadur lahko imate. Kako s tem? Ja, ko je Luka Mesec zdaj uvedel štempljanje, sem rekel, da bi se mogel on ta prvi štempljati, da bi videl, kakšen zakon je sploh sprejel. Vse ni problema za tiste poklice, ki delajo neko redno delo od 7 do 3. Tudi jaz sem se svoje življenje, ko sem delal v proizvodni, štempljal in nisem videl nobenega problema. Problem je, da moraš zdaj vsak premik beležiti. Tukaj pa nastane zelo veliki problem. Ampak delo poslanca, bom rekel, da je na nek način zelo zanimivo, marsikdaj pa tudi zelo naporno. Imamo lokalne dogodke, katere se probam čim bolj udeleževati, imamo tudi strankarske dogodke. Nekaj časa nazaj sem bil v Tolminu, pred kratkim bi mogel iti v Benedikt, na drug konec Slovenije spet, pa se je seja zavlekla, pa smo zadevo opravili preko Zooma. Se pravi, je veliko teh strankarskih dogodkov. Prisotni smo na različnih sejmih, pa so še državni dogodki, seje državnega zbora, seje odborov, razna usklajevanja, sestanki znotraj državnega zbora. Različni ljudje se želijo z nami dobiti in tako naprej in imamo sestanke v državnih zborih. Non-stop se praktično nekaj dogaja. Ko pa ostane še kaj časa, pa so tukaj tudi socialna omrežja, kamor ti ljudje pišejo, se obračajo na tebe z različnimi pobudami, vprašanji in tudi tam, tudi to vzame kar precej časa. Ampak to, ko sem povedal na začetku, ključno je, ko vidiš, da si res lahko nekomu nekaj pomagal in da si res lahko neke stvari premaknil naprej. To je tisto, kar te res notranje bogati in to je tisto, kar šteje in to je tisto, kar mi daje neko energijo tudi za naprej. Politika ima še vedno slab sloves pri nas. Kdaj bo bolje? Kdaj ne bo biti politik tako nekako bolj slabšalno? Ja. Vsakič, ko je govora o politiki, je seveda nekaj govora o nekem slabem. Jaz bom takole povedal, tako kot vse frizerke niso slabe, tako kot vsi kmetje niso slabi, tako kot vsi, ali pa slabi, niso vsi isti, bom rekel, vsi poklici niso vsi isti, tako tudi politiki enostavno ne moramo pač biti vsi isti. Mogoče se čuje preveč všečno, preveč lepo, kar bom zdaj rekel, ampak jaz sem res prišel v državni zbor zato, da ljudem pomagam, konkretno, tudi v svojem prostem času, s svojim denarjem. Imam dosti dobro plačo, nič mi v življenju ne manjka in kot tak se čutim, da enostavno moram pomagati nekomu, ki te sreče v življenju nima. In tako sem prej povedal, socialna država bi mogla biti taka, ki daje tistim, ki res ne morejo delati. Nagrajuje tiste, ki delajo. In to je neka čisto preprosta filozofija, ki bi mogli iz tega izhajati in bi mogli imeti res vsi enak cilj. Ampak veste, zadaj za kamerami so drugi cilji, tam tudi ni delitev, se ne kregajo med sabo, dogovorno politiko imamo, marsikdaj, vem, da je to težko razumeti, večkrat rečejo se politiki, greste pol na pir, ne samo, da gremo na pir, za kamerami se tudi marsikaj zmeni, kar tudi ljudje ne vidijo, si pa ustvarjamo sliko na podlagi tega, kar vidimo v medijih. Ne, vsak, ampak tisto, kar vidimo od medijih, je pa spet neka druga perspektiva. In tukaj polagam na srce vsem gledalkam in pa gledalcem, da se zaradi politike ne kregajo, ampak tudi sami, kolikor le lahko v svojem času pomagajo sočloveku in svet bo lepši. Hvala lepa za tale pogovor. Zagotovo se še srečamo in rečemo, kakšno sicer pa od leta 2024, kaj pričakujete?
Jaz si želim reforme na določenih področjih, na zdravstveno reformo, davčno reformo, da bi ljudje imeli višje plače, da pacienti ne bi čakali na neke storitve, pokojninsko reformo, da se uredijo ta plačna nesorazmerja, da bi bilo konc nekih teh stavk, da bi vsi neki normalno živeli. Predvsem pa si želim, da bi bil mir, da bi živeli v miru, da ne bi gledali tega nasilja, ki ga gledamo dostikrat po televiziji, ne samo vojna v Ukrajini, tudi zdaj tam dol v Izraelu, v Palestini, da teh dogodkov ne bi spremljali, to si želim. Hvala lepa torej in uspešno delo želim. Hvala tudi vam. Tako, spoštovane poslušalke oziroma gledalke, cenjeni gledalci, to je bila poslanska pisarna. Hvala za vašo pozornost, lep večer še naprej vam želimo.